Povejte mi, kako se povezujeta teorija in praksa na vaši šoli? Ja, v 3-letnem programu je približno 1/3 teorije in prakse šolske, 1/3 pa praktičnega izobraževanja pri delodajalcu. Tako da dijaki že po prvem letniku, ko pridejo potem nazaj po 3-tedenski praksi, imajo precej znanja prav obrtniškega, to pomeni, ki ga dobijo od obrtnika. Enako tudi po 2. letniku, še več pa po 3. letniku in si svoje delodajalce že najdejo, to se pravi tam, kjer si bodo želeli enkrat zaposliti. Mi jih spodbujamo, da bodo enkrat postali tudi svoji samostojni podjetniki, privatniki, da bodo odprli svojo firmo in mislim, da vsi, ki pri nas dokončajo izobraževanje, vsaj po 2 letih, 3 letih so svoji obrtniki. A kakšna pa je prihodnost poklica? Jaz upam, da bo enako kot drugi poklicni programi. To je moja želja, da bodo se v Sloveniji obdržali. Vsi poklici na poklicni stopnji, čeprav je neka težnja, da bi bilo za naše dijake obvezno 4-letno šolanje. Glede na to pa, da je v gradbeništvu veliko takih del, ki mogoče ne potrebuje 4-letno šolanje, da bodo ti poklici ostali na tej stopnji in da nas bo ministrstvo podpiralo. Glede na gradnjo, to, kar se pa danes gradi, je pa veliko zgradb, ali pa 80% zgradb v bistvu narejeno za suhomontažno gradnjo. To pomeni, da se nič na mokrega nagradi, da nosilna konstrukcija je betonska, vse ostalo so pa potem privijači, fasadni elementi, okna, predelne stene, nove gradnje. Ok. V redu, najlepša hvala. Prosim. Srečno. Pa-ba-ra-ba-pa-ram, pam-pam, pam-pam, pa-ba-ra-ba-pa-ra-ba-bam, pa-ba-ra-ba-ba-ba-pa-ba-ra-ba-ba-ba, pa-ba-ra-ba-ba-ba, pa-ba, pa-ba-ba-ba-ba-ba, pa-ba-ra-ba-ba-ba-ba-ba, pa-ra-ba-ba-ba-ba. Ivo! 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 Kje si? Ivo! Ja, Ivo! A ni to malo preveliko, no? Ivo! Ej, Ivo, a se tebi ne zdi to malo preveliko? Za poklic izvajalca suhomontažne gradnje je potrebna 3-letna srednja poklicna gradbena šola, kjer se naučiš osnov gradbeništva, gradbenih konstrukcij in njihove izdelave. Spoznaš tehnično risanje, gradbene elemente in gradbene materijale. Se pravi, da je poklic izvajalca suhomontažne gradnje precej perspektiven, ker v končni fazi hiše bomo zmeraj gradili, zmeraj bomo rabili nova poslopja za bivanje in za delo, pa tudi zaslužek ni slab, ne? Sigurno. A se greva eno igrico? Vela, katero? Ok, poslušaj. Naštej mi 3 orodja za rezanje. Lisičji rep, univerzalni nož in kronska žaga. Kaj pa za fugiranje? Za fugiranje uporabljamo lopatico, univerzalno lopatico in pa gladilnik. Kaj pa za poravnavo? Za poravnavo vem pa enega, to pa je gumijasto kladivo. Ti pa obvladaš. Ja, valjda, saj sem bil na praksi, pa še poklice mi zelo dopade. Pa tebi? Če ti je všeč poklic izvajalca suhomontažne gradnje, lahko rečeš, to bo moj poklic. A gremo nadaljevati igrico? Ok, lepljenje. Lepljenje.
lopatica,